Jaz vam bom danes predstavljala, kot je že povedala Taja, določeno problematiko, ki nastaja zaradi izgube sluha. Mojemu predavanju je naslov Komunikacija z osebami za izgubo sluha. Vendar se bomo vmes dotaknili majčkeno sluh, kaj je sluh, prilagoditev okolja, same komunikacije, kaj je dobro vedeti, in seveda so dobrodošla vsa vprašanja za vaše strani. Vse, kar vam bom povedala, pravzaprav lahko rečem, da sem tudi preizkušena, da je to bolj izkustveno predavanje, ker konec koncev vse, bom rekla, vsebine glede izgube sluha, strokovne vsebine najdete takoj, ko tipkate izgubo sluha ali pa hard of hearing, in se vam pojavi milijone rezultatov, ki si jih lahko preverjate. Zakaj je pomembno govoriti o izgubah sluha? V Sloveniji se pojavlja okoli 200,000 oseb za izgubo sluha. Vse osebe niso evidentirane. V starosti nad 60 let okvaro sluha že 46% oseb. Tudi vse te osebe niso evidentirane in ne uporabljajo nekih pripomočkov. V Evropski uniji je 55 milijonov oseb za izgubo sluha, v Evropi 71 milijonov in seveda število drastično narašča. Prepričana sem, da tudi med svojimi poznanimi, ne samo v delovnem okolju, temveč tudi v privatnem okolju, ste naleteli na osebe z izgubo sluha. Zakaj prihaja do vsega tega? Ker je staranje populacije, bom rekla, boljša zdravstvena oskrba, pomeni, da čedalje več oseb z različnimi okvarami, s katerimi se potem srečujemo. Kaj pa so razlogi za izgubo sluha? Lahko pride do okvare na slušni poti. Kaj je slušna pot? Poznamo. Slušna pot se začne z uhlom, zunanjim sluhovodom, preko bobniča, slušnih koščic v notranje uho, kjer se nahajajo dlačice, ki proizvajajo električne signale. Nato sledi slušni živec in pa na koncu pravzaprav naš možganski center, ki zaznava te električne signale kot zvok. In pa lahko pride tudi do okvare v slušnem centru in delovanju možganov. To je pomembno vedeti, predvsem takrat, ko se določa, kakšen pripomoček mogoče bo posameznik uporabljal in ali mu ta pripomoček ne bo koristil. Ker lahko se zgodi, da tudi pripomočki ne koristijo. Potrebno je tudi vedeti, da je poslušanje več kot samo slišati. Poslušanje ni samo govor, razumevanje govora in komunikacija, ampak če prisluhnete tudi vsem tem zvokom v okolju, tudi zdaj med tem seminarjem, kljub temu, da ste v tišini, je prostor nekako, bom rekla, poln zvokov. In za poslušanje ali slušno procesiranje morata delovati tako slušna pot, kot pa slušni center. Pomembno je tudi, kdaj pride do izgube sluha. Če pride do prelingvalne izgube sluha, to pomeni, da nastane takoj po rojstvu ali pa do 3. leta starosti, zaradi različnih dejavnikov, kot so genske okvare, med- in poporodne okvare, bom rekla, lahko različne zgodnje bolezni in podobno. Postlingvalna izguba sluha pa je nastopila že po osvojenem govoru in jezikovnem sporazumevanju, se pravi bolj, lahko rečemo, tudi v odraslem obdobju. Razlogi so pa različni, lahko je dednost, lahko je starost, lahko so različne bolezni, lahko so poškodbe, zdravila, neznani razlogi. Zdaj po COVID situaciji se da je
bolj zaznana izguba sluha, tako da eventualno je lahko tudi COVID, oziroma težko obolenje vodilo do poslabšanja sluha. Od zdravil se mi zdi zelo pomembno, da vemo, da so nekatera zdravila ototoksična, kot so razni salicilati, nesteroidni revmatiki, kot vidite tudi na skrinu, določeni diuretiki, antibiotiki, kemoterapevtiki, kinin, na primer, in zelo dobro je, da takrat, ko prejmemo neka zdravila, tudi majčkeno preletimo tiste stranske učinke, da se informiramo o tem. Jaz vedno na svojih predavanjih vprašam ljudi, kdo pa prebere tisti listek, ki ga dobimo v škatlici. Tako da, večinoma, bom rekla, od 20 vprašanih 3-4, smiselno je, da pač pogledamo, kaj so stranski učinki. Zelo pomembno pa se je tudi zavedati, vpliv hrupa na izgubo sluha. Jaz sem vam tukaj pripravila eno slikco, kjer pač vidite, da na primer, če hrup 85 decibelov, to na primer je hrup prometa, poslušate 8 ur, in če to počnete 10 let, vam pride pravzaprav do izgube sluha oziroma do okvare slušne poti. Ravno tako, kaj se jim lahko rečemo, da fen za lase, na primer, je lahko izjemno glasen, potem, če pomislimo kakšne tele strojčki za vrtanje ali pa v cestnem prometu, ko so še vibracije prisotne, tako da je, bom rekla, lahko zelo hitro pride do izgube, mi pa se tega pravzaprav sploh ne zavedamo. Tako da je treba res paziti, koliko dolgo smo podvrženi hrupu. Opozorila bi tudi pri majhnih otrocih, na primer, če se jih vodi na razne koncerte, v glasno okolje in tako naprej, isto lahko pride, bom rekla, do okvar sluha, če se to pač pogosto počne. Je pa odvisno tudi, nekateri ljudje smo tem bolj podvrženi, nekateri pa tudi manj. No, in kdaj govorimo o izgubi sluha? Od 26 decibelov dalje. Zdaj predstava, koliko je 26 decibelov. To je zelo, zelo tih šepet, ki ga pravzaprav komaj zaznaš. Ali pa mogoče listki dreves, ko padajo, to je zelo res, bom rekla, nežen zvok, tako da pravzaprav mi teh zvokov niti ne opazimo. In zdaj, na primer, če pomislite, kako vi, na primer, slišite določene zvoke, če se jih spomnite, vsi ti zvoki v okolju so, ali jih res slišimo, ali jih res dojemamo. O blagi okvari sluha govorimo od 26 do 40 decibelov. To pomeni, da oseba v bistvu še vedno sliši glasen govor v oddaljenosti do 6 metrov, vse te, pravzaprav bi še omenila, da so te, da govorim o tem, če oseba nima slušnih pripomočkov, za blago okvaro sliši glasen govor v oddaljenosti do 6 metrov. Koliko pa je glasen govor? To, če rečemo nekaj res glasno, se pravi, da dosegamo 80-90 decibelov jakosti. Zelo hitro pridemo do takšne jakosti, lahko si jo zmerimo tudi na različnih aplikacijah, ki si jih naložimo na telefon, to je zelo uporabno. Kdaj govorimo o zmerni okvari sluha? Ko ne se sliši glasen govor v oddaljenosti do 4 metre, gre pa za okvaro med 41 in 55 decibeli.
Zmerno težka izguba sluha med 56 in 70 decibeli, ko se sliši glasen govor v oddaljenosti od 1 do 4 metre. To so, bom rekla, 41 do 70 decibelov je pravzaprav govorno območje. Mi tako glasno dejansko govorimo in ljudje pač slišijo. Tudi brez pripomočkov se pa poslužujejo različnih, bom rekla, trikov, da zaznajo oziroma da razumajo. Samo če pomislite, kako ljudje pristopijo do vas, ali pa se obrnejo k vam, ali pa zavzamejo pravo pozicijo položaja, rečemo v prostoru, da vidijo vse okoli sebe, in da lahko si pomagajo z, bom rekla, ogledovanjem oziroma tako imenovanim branjem z ustnica. Potem, kdaj govorimo o težki izgubi sluha od 71 do 91 decibelov, ko pa se sliši glasen govor v oddaljenosti manj kot 1 meter. Jaz moram reči, da žal sem jaz imela izkušnjo, da sem prešla od blage okvare 26 decibelov pa do zelo težke izgube sluha oziroma popolne izgube sluha, sem pač izkusila, koliko se sliši v posamezni fazi izgube sluha. Ker zelo težka izguba sluha, pa pomeni, da gre za izgubo nad 91 decibelov, ko pa se sliši, na primer, glasen govor v oddaljenosti do 50 centimetrov. To pomeni, da pravzaprav gre za tako razdaljo, kot ste mogoče zdajle oddaljeni od ekrana na računalniku. Potem pa še popolna izguba sluha, ko se ne sliši glasnega govora tik ob ušesu. Tudi če vi govorite neposredno na uho, pač oseba ne sliši. Bi vas pa prosila, da pomislite, kakšnih tehnik se vi, na primer, poslužujete. Jaz vem, da je veliko današnjih udeležencev z domov starejših občanov, nekateri so tudi z varstveno-delovnih centrov, ob tem bi seveda želela poudariti, da gre za razliko, ali obravnavamo osebo, ki nima, bom rekla, nekih motenj v razvoju, ker gre pri osebah v motnjah za razvoj za veliko težje ugotavljanje in drugačno ugotavljanje izgube sluha, kot pri osebah, ki bom rekla, teh motenj nimajo, oziroma pri starostnikih. Kako pa ugotovimo, da gre za izgubo sluha? Zdaj, jaz sem razmišljala, kako vam to čim bolj preprosto povem, da se pa še vseeno dotaknemo nekih strokovnih preiskav. Ločimo subjektivne in pa objektivne preiskave. Subjektivna preiskava pomeni, da mora preiskovanec sodelovati. Na primer, ena, ki jo se zelo pogosto poslužimo, je, bom rekla, šepet, pa glasni govor. To gre čisto za tako grobo orientacijsko preiskavo, kar sem vam jaz zdajle povedala pravzaprav. S tem se določi, ali gre za neko izgubo sluha ali ne. Potem glasbene vilice, s tem ste se srečevali, to pač delajo, bom rekla, zdravnika, nam preveri, in določi, za kakšno vrsto izgube sluha gre, in pa določi približno mesto okvare. To, bom rekla, je spet zelo, zelo groba preiskava. Predno se osebo napoti k, bom rekla, intenzivnejšim preiskavam izgube sluha. Vsi se pogosto srečujemo z besedo audiometrija, in z besedo audiograma.
Avdiometrija, lahko govorimo o govorni avdiometriji, kjer pač namesto tonov, mi vsi poznamo avdiogram, ko nam dajo slušalke na glavo in potem pač mi ugotavljamo, kdaj mi slišimo, pa kdaj ne slišimo, na drugi strani pa pač avdiometrist nastavlja frekvence, v katere mi še zaznavamo oziroma ne zaznavamo, Pri govorni avdiometriji, pa se preiskuje razumljivost skupine določenih besed, ki je že sestavljena, ob tem, da se postopoma jača glasnost, se pravi od tihega, od šepeta do normalno glasnega govora, do zelo glasnega govora, in to se ravno tako beleži na skale, Kot sem prej že omenila, kaj je normalni sluh, da slišimo, v bistvu bom rekla, besedišče na 20 decibelih, kar je zelo, zelo tiho. Potem imamo tudi govorni test, ki je pa skrajšana oblika govorne avdiometrije, kjer pa se ugotavlja razumljivost besed pri neki jakosti. Se pravi, nekdo govori z normalnim glasom, 65 decibelov, določene besede, in se samo meri razumljivost teh besed. Pa če pogledamo, kaj pa je avdiogram, Avdiogram je pa grafični prikaz slušnega praga pri posameznih frekvencah. Tukaj na levi strani, vidite na ekranu, normalni sluh od 0 do 20 decibelov, potem kdaj gre za lažjo naglušnost od 20 do 40 decibelov, za zmerno naglušnost od 40 do 70, tukaj imamo že pri 70 zmerno težko naglušnost in potem težko naglušnost ter težjo naglušnost oziroma praktično gluhost, Območje avdiograma se pač razteza od -10 decibelov, slušnega praga pa do 120 decibelov slušnega praga, In tukaj vidimo, kjer je številka 0, gre za slušni prag zdravega ušesa. Vse, kar se pojavlja tukaj nižje, pa že pomeni okvaro sluha. In v temle območju, kot vam kažem za miško, na primer, se nekako pojavlja tako imenovana govorna banana, kar pomeni, da v tej govorni banani, je največ teh govornih frekvenc pravzaprav, ki jih mi potrebujemo za razumevanje vsebine, zdaj vam bom pokazala pa tudi svoj avdiogram, Prej te omenila, da sem jaz izgubila sluh, začela sem ga izgubljati pri 23 letih, in tukaj vidite, tale moj prvi avdiogram, pri mojih 25 se je pojavil od 20, pa do 50 decibelov, na eni strani, na drugi strani pa je bilo stanje malce slabše, sem jaz v tem času nosila slušne aparate. Dobila sem slušne aparate, ampak sprejeti slušne aparate je bilo pa nekaj najbolj groznega pri meni, Bila sem pač mlado dekle, na začetku karierne poti in nenadna okvara sluha pred 30 leti, že lahko rečem, ko se je to začelo, je bilo to precej kruto rečeno, ja, vi ste pa za slušne aparate, In takrat se meni zdelo, kot da so mi rekli, zdaj pa vam bomo roko odrezala, In so me pač dejansko prepustili sami sebi, Jaz sem bila zelo, zelo prizadeta v tem območju, tudi sicer sem šla po slušne aparate, dobila sem take zelo majčkene, ampak se mi je zdelo, da se vidijo z aviona dol, da imela sem občutek, da imam kar krompirje v ušesu, in sem pogosto odklanjala ali pa nosila samo en slušni aparat in zelo, zelo, bom rekla, po domače, blefirala, ali slišim ali ne slišim.
Večkrat pri osebah z izgubo sluha, tega se bomo dotaknili malo kasneje, vidite, kako se znajo pravzaprav sprenevedati, da slišijo in ljudje temu mirno nasedemo. Ne ugotovimo, da pravzaprav človek ne sliši, lahko ugotovimo šele čez določen čas. No, potem se je pač moj sluh slabšal, tukaj vidimo naprej, pri 28 letih, je bilo stanje že bistveno slabše, tudi moji slušni aparati so se takrat spremenili, res, da sem dobila še manjše kot prve, ker sem se na mrtvo skregala za mojim slušnim akustikom, da jaz sigurno ne bom nosila nobene zauhalne zadeve, da bo meni nekaj bingljalo za ušesom, ni bilo teorije, da bi jaz to sprejela, Nekako sem potem vozila za temi micanimi slušnimi aparati. Res je, da se tudi tehnologija se izboljšuje vsako leto, in mi imamo zdaj že neizmerno dobre slušne aparate, in ostale pripomočke. No, sluh se je potem poslabševal naprej, in potem še naprej, do končne, bom rekla, popolne izgube, Tukaj ob koncu, je bilo moje razumevanje, že izjemno slabo, To ni čisto zadnji avdiogram, zadnji je bil še slabši, in bom rekla, da pri takem avdiogramu brez slušnega pripomočka slišiš res na razdaljo pol metra, 1 metra, če oseba stoji neposredno pred tabo, resnično loviš besede, sestavljaš stavke, in si, bom rekla, brez pripomočka v hudih težavah, Tudi s pripomočkom, pred 10 leti, s tistimi takrat izjemno močnimi slušnimi aparati, jaz nisem bila uspešna v moji komunikaciji, delam pa predvsem na področju komunikacije, kar je bilo, bom rekla, izjemno težko sprejemati. No, pa da gledamo še majčkeno naprej na preiskave, imamo pa tudi objektivne, vi veste, da v Sloveniji obstajajo presejalni testi za otroke, vse novorojenčke testirajo na izgubo sluha in se potem pač ugotavlja, ali je kakšna težava ali ni težava, preverja se s timpanometrijo lahko, ko se preverja stanje srednjega ušesa, potem imamo meritve zvočnega sevanja, ko se ocenjuje stanje notranjega ušesa in pa polža in pa akustični potencial možganskega debla, ko se vrednoti motnje sluha in bolezni osrednjega živčevja. Teh preiskav se ne bomo podrobneje dotikali, prav pa je, da poznate, da veste, kaj lahko tudi poiščete in se pozanimate kakšna preiskava bo potekala, No, bi pa se še dotaknila tako pogosto, sploh bom rekla, pri starejših osebah, se pa poleg izgube sluha, lahko pojavljajo tudi določene motnje ravnotežja, Takrat pa se dela vestibulogram, s katero se ugotavljajo vzroke motenj ravnotežja. To gre za eno toplotno draženje. Jaz moram reči, da je to zelo neprijetna preiskava, veliko bolj neprijetna preiskava, kakor preiskava, bom rekla, kakršnakoli preiskava sluha, in pa videonistomografija, kjer pa se dejansko opazuje premike oči, medtem ko se draži ravnotežni organ. Te dve preiskave povzročata izjemen občutek slabosti, vsaj meni sta ga, in je bilo resnično jih, bom rekla, težko preživeti. Kaj pa sicer? Kako pa mi ugotavljamo sami
sebi. Ponavadi ne ugotovimo. Sploh ne vemo, da obstaja, da ve, da listje šumi in da se ga sliši, da žlice pa vilce ropotajo, da ptički so tudi glasni, otroci znajo srkati po slamcah. Tipkovnice tipke na tipkovnicah so glasne, voda šumi, ko ti voda zavre, mleko, ko ga daš na štedilnik, mene je neizmerno velikokrat skipelo, jaz ne vem, mislim, da sem v svojem življenju tolikokrat čistila štedilnik ravno zaradi tega, ker mi je skipelo mleko, Pa vsi govorijo pretiho. Ko vi naletite na osebo, ko vas neprestano nekaj sprašuje, ko želi, da ponovite, ko pristopi k vam, se morajo vam prižgati, senzorji, da se s to osebo nekaj dogaja, da mogoče pa gre za izgubo sluha, da ne gre za ignoranco, ampak da oseba enostavno ne sliši. Jaz vem, kako mi je bilo zanimivo, ko so me opisali kot osebo ignorantsko, vase zagledano in vzvišeno. Od tega nisem, saj mislim, da ne, pa mislim, da tudi tisti, ki me poznajo, mislijo, da nisem, ampak jaz se enostavno nisem odzivala na okolje, na ljudi, ki so mi kaj govorili, ampak zaradi tega, ker jih nisem slišala. Tudi slušnimi aparati, pogosto nisem zaznala, da nekdo pač nekaj govori meni za mano, ker slušni aparati sicer zelo koristijo, ampak nikoli niso enakovredni tvojemu lastnemu sluhu. In kaj je, bom rekla, izjemno težko, kot sem že omenila, sprejeti slušne aparate oziroma sprejeti izgubo sluha, ti si v šoku, ko ti povejo in ti rečeš, ne, jaz tega nočem. To se meni sigurno, ne, pač ne bom, Greš v zanikanje, ne, nočem, to se meni sigurno ne dogaja. Potem s časoma, nekje vseeno začneš razmišljati, saj ne moram nič drugega, v bistvu, začneš iskati neke rešitve, predlagajo ti rešitve, soočaš se s tem, kar se ti dogaja, in na koncu dejansko sprejmeš. A se ti sprijazniš? Ja, ni rečeno, sprejmeš, tako si, v tej situaciji si, in v življenju greš lahko samo gor ali dol. To obstane, v bistvu, moraš reševati situacijo, v kateri si se znašel. Ni druge pomoči, ker če pač drsiš navzdol, vemo, kaj to pomeni, v bistvu je kakovost življenja potem, bom rekla, v izjemnem upadu. Je pa to, bom rekla, na tej puščici, šok, zanikanje, soočanje in sprejemanje, se nam dogaja v vsaki situaciji v življenju. Tudi starši, ko dobijo, in odrasli, ko se nam začne nekaj dogajati, gremo čez te faze. In pogosto, kljub temu, da smo odrasli, veste, se lahko postopamo kot otroci. Si žalosten, se zjokaš, jaz vem, da sem šla k svoji mami in sem vedno jokala na klopci, po vsakem pregledu sluha, sem se zjokala, kaj se meni to dogaja, in sem se smila same sebe, nekaj časa, potem sem pač dejansko morala sprejeti, jutri je nov dan, moram v službo, moram poskrbeti za otroke, pač in sem se morala sestaviti in nadaljevati, svojo pot. Se bomo pa dotaknili še to, kar sem vam že prej na kratko omenila, slušne motnje, imamo lahko periferne in pa centralne. Kaj pomeni, da so slušne motnje periferne? Gre za ovire, ki preprečujejo normalen prenos zvočnih valov iz zunanjega sveta do čutnic v notranjem ušesu, to se pravi do čutnic. Kaj pa centralne?
gre pa za, lahko spremlja senzorionevralna neglušnost, je pa razlog v motnjah razvoja ali delovanja osrednjih slušnih poti. Odraža se pa na prepoznavanju govora. Jaz lahko rečem, pri meni, je šlo potem za v bistvu okvaro dlačnic, v notranjem ušesu, torej za senzorionevralno naglušnost, in zato meni slušni aparat ob koncu ni pravzaprav pomagal čisto nič več, In potem pri perifernih motnjah govorimo o prevodni konduktivni naglušnosti, ko je izguba sluha do 70 decibelov. V tem območju imate vi na voljo izjemno veliko slušnih aparatov. Izbor je res velik, da se lahko res odločate med nizko in višje cenovnimi, med takimi slušnimi aparati skoraj namesto vas sesajo, Jaz temu rečem tako poenostavljeno, ampak resnično obvladajo veliko, bom rekla, imajo veliko prilagoditev, tako da si lahko prilagajate na slušnem aparatu zvoke okolja, kakšni so, da se lahko fokusirate samo na eno osebo, da imate program za poslušanje glasbe, za poslušanje govora v hrupu in tako naprej, Potem imamo zaznavno, perceptivno oziroma senzorično naglušnost, ko pa gre za okvaro čutnic in popačenje zvoka ter nerazumevanje ter slabše razumevanje kljub ujačitvam, in pa mešano ali kombinirano naglušnost. Potem pa imamo centralne okvare, centralne slušne motnje, razlogi lahko v različnih boleznih, kot so tumori, infarkti in tako naprej, Potem imamo centralne motnje slušne predelave, kjer so spremembe v centralnem živčnem sistemu, ki vodijo do teh težav s prepoznavanjem pomena zvoka, slušnega spomina, pozornosti, različevanja glasov in tako naprej. In pa potem, bom rekla, razvojni zaostanki, Poleg tega, poleg slušnih izgube sluha bi vam pa želela omeniti tudi tinitus, Mogoče se kdo že sooča s tem, mogoče komu govorijo, da mu nekaj piska v ušesih, da ropota, da šumi in tako naprej. Ljudje so ob temu, bom rekla, v izjemnih stiskah, Tinitus pa pomeni, da gre za pojav zvoka, ki ga slišimo v enem ali v obeh ušesih oziroma nekako v glavi, in nima izvora sikanje pare, zelo pester izbor zvokov se lahko pojavlja, Vzroki za nastanek tinitusa, so spet različni, lahko gre za kakšna obolenja, poškodbe, po hrupu, za starostno naglušnost, nenadna izguba sluha pri različnih vnetjih, lahko gre za bolezni srca in ožilja, presnove, izbor, razlogi za nastanka so pestri, Kaj pa zdravljenje tinitusa? Pravzaprav ni, Gre samo za neko, bom rekla, bolj psihološko terapijo, kjer gre za svetovanje, pogovor, za psihološko obravnavo, gre za različne tehnike sproščanja in pa včasih ljudi oskrbijo tudi slušnimi aparati, zaradi tega, da jaz, na primer, sem gluha, in jaz imam tinitus. Ta tinitus je lahko tako zelo glasen, da me pravzaprav spravi čisto v pamet, Jaz stalno nosim slušne pripomočke oziroma polževe vsadke, od zjutraj, ko se zbudim, pa do poznega večera, Ker ko si dam vsadke dol, potem slišim samo sebe oziroma te zvoke. Tudi jakost lahko izjemno različna. Veste, nekateri tudi meni, avdiometrist ali piskam jaz.
Ni mi bilo jasno. Skratka, tako da, če ljudje rečejo, da jim nekaj piska, vzemite jih resno, to je velika težava, marsikdaj so ljudje popolnoma depresivni, obupani, ker tega ne zmorejo več, Bom rekla, pri osebah z motnjami v razvoju in tako naprej, pa se sigurno pojavljajo določene vedenjske težave, ker ne znajo opisati tega, ne vedo, za kaj se gre, jih je pa na nek način strah, ob tem, kaj se dogaja. To pa se me premika. No, zdaj se bomo pa dotaknili še, bom rekla, pripomočkov, kako lahko pa pomagamo ljudem, ki izgubijo sluh, oziroma kako se lahko zvok prenaša, Lahko se prenaša po slušni poti, poznamo, da se lahko prenaša tudi po kostni poti in pa ob pomoči elektrod, Po slušni poti, se prenaša s pomoči slušnih aparatov. Tega je dejansko največ, Po kostni poti se prenaša z dvema pripomočkoma, bahasofono, in zdaj ste tudi slišali, to je bila nedavno izveden operativni poseg, ko gre za prenos zvoka po kostni poti. To so, bomo majčkeno kasneje videli, kakšni pripomočki so to, gre pa za pravzaprav pri prenosu zvoka po kostni poti za operativni poseg, kot ti, bom rekla, da je en tak poseben pripomoček na kost na zatilju. In pa opomoč, ki pač koristi, bom rekla, tudi pri lažjih okvarah, polžev vsada, ki koristi pri, bom rekla, okvarah čutnic, in pa vsad v možgansko deblo, ker lahko se pa zgodi, da nam tudi čutnice ne delajo več, da slušni živec ne dela več, in takrat, v bistvu se išče rešitev, da gre za en pač poseben vsadek, ki se namesti na možgansko, dejansko na slušni center. No, kateri so pripomočki za poslušanje, tako kot sem vam povedala, v bistvu slušni aparati, različni vsadki, In če si pogledamo slušne aparate, majčkeno se opravičujem, ker se mi je zgodila nočna mora in mi je povedala baterija na miški. Slušni aparati so različnih oblik, od najmanjših, kot sem že povedala, to so res majčkani, cic oblika, ki jo vstaviš popolnoma v sluhovod, in tega aparata pravzaprav ne vidite, razen če močno pogledate človeku v ušesa, Potem so sluhovodni, ki so majčkeno večji, v bistvu, oziroma v ušesniki so majčkeno večji, in pa potem zauhalni, ki jih pa verjetno srečujete pri bom rekla, večinoma starejših osebah, ki se pogosto odločijo, bom rekla, za zauhalne slušne aparate, ker so tudi malenkost večji in je manipulacija z njimi pač potem lažja. No, takole, videti, slušni, bom rekla, slušni aparat, to gre za zauhalni slušni aparat, tukajle vidite, je taka majčkena cevka in čisto majčkena uliva, Tak slušni aparat se lahko uporablja tam do okvare 80 decibelov, potem pa so te ulive že ponavadi večje in tudi aparat sam je malenkost večji, vendar bom rekla, z razvojem tehnologije, so se res ti aparati tako zelo pomanjšali, da je včasih manipulacija z njimi otežena, sploh, če si predstavljate, da gre mogoče za kakšnega mizarja, ki mu manjka en prst ali pa dva, vemo, da pogosto so mizarji brez prstov,
v bistvu, kako si bo pač on manipuliral z slušnim aparatom, a ne. Pogosto se tudi dogaja, bom rekla, po različnih institucijah, da se ljudje, osebje boji, a ne, namestiti slušni aparat v ušesa, a ne. Ni se vam potrebno popolnoma nič bati, nimate kaj poškodovati, a ne, treba je pa slušni aparat ljudem, a ne, močno pač pravilno namestiti, a ne, da slušni aparat potem ne piska, a ne, bom rekla, ne moti tistega, ki ga uporablja. In jaz moram reči, da včasih, a ne, sem videla, ko slušni aparati visijo za ušesi po božični okraski. A ne, to dejansko ne gre, a ne. Ne more ti nekaj pingljati in tukajle imaš samo malenkost v ušesno školjko nameščeno olivo. Tak slušni aparat pod soncem nič ne služi, potem je boljše, da ga nimaš, a ne. Tako da na te stvari res bodite pozorni, obstaja na YouTubeu veliko napotkov, a ne, kako se namesti slušni aparat, a ne, tako da si lahko to pač pogledate, a ne. No, spet, a ne, da vidimo, a ne, od majhnih do velikih, a ne, v bistvu večja, ko je izguba sluha, a ne, bom rekla, večji je slušni aparat in tudi meni so končni, ko sem imela že čisto končno izgubo sluha, sem imela briljantno idejo, ker sem se bala iti na operacijo vsadka, a ne, imela idejo, v redu, vmes imela pač majčken slušni aparat, pa sem tole cevko, a ne, ki jo vidite, ne te velike gasilske cevi, kot so ponavadi, a ne, saj se spomnite cevke za slušne aparate, a ne, kako so videti. In potem so mi naredili olivo, ki je bila spet cel krompir, a ne, za moj sluhovod, in vem, da sem bila tako zelo razočarana nad vsem skupaj, a ne, ker meni je bilo grozno neprijetno, no, bom rekla, olive, to so tiste, pravzaprav, če tule pogledamo tole, a ne, bi človek rekel, da je narejeno po meri, a ne, in pomeni pri teh večjih slušnih aparatih, a ne, olivo. No, in ko so meni dali to olivo noter, me je in tiščalo in bilo mi je vroče, občutek je bil, ne vem, kar srce me je bolelo ob vsem skupaj, a ne, jaz sem bila neizmerno sitna, zoprna, ker mi to res ni bilo v redu. In morate vedeti, da poleti, na primer, ko imaš ti vsa ušesa zamašena, a ne, je dejansko tudi vroče. Prejšnji teden, ko je bilo 40 stopinj odzunaj in potem, da imaš ti še vse, pač bom rekla, neko silikon ali pa neke vrste plastiko v ušesih, a ne, je to resnično neprijetno, a ne. No, kaj je še potrebno vedeti? Kako do slušnega aparata? To je zelo pomembno. Nikar kupovati slušnih aparatov na pošti, bom rekla, a ne, ali preko raznih spletnih strani, a ne, ker slušni aparat, a ne, je resen pripomoček, a ne. In bom rekla, saj tudi bralna očala, ki jih kupite na pošto, priporočajo samo za 10-minutno uporabo, a ne, pa jih veliko ljudi uporablja čez cel dan, a ne. In slušni, bom rekla, pripomočki, ki jih prodajajo na pošti, a ne, za 40 €, za 50 €, a ne, naredijo lahko več kot koristi. V Sloveniji imamo zadeve dobro urejene, a ne, in slušne aparate dobi lahko vsak za izgubo sluha preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ne bom rekla, da so zastonj, niso zastonj, a ne, vse plačamo, a ne, z našimi prispevki, a ne. Vendar, a ne, ima vsak za izgubo koristil. In sicer, kako pa pridemo do slušnega aparata? Ko mi opazimo, da oseba ne sliši, ali ko ti sam opaziš, da ne slišiš, a ne, greš do svojega osebnega zdravnika, mu to pojasniš, a ne, če ti ne verjame, ti kar vztrajaš pri tem, da ne slišiš, a ne, in da želiš, a ne, napraviti avdiogram. Pogosto lahko vi avdiogram, a ne, oziroma okvirno začetno preiskavo sluha naredite tudi pri različnih dobaviteljih slušnih aparatov v Ljubljani
brezplačno vam naredijo, veliko obstaja tudi aplikacij na računalniku, na telefonu, kjer vi lahko naredite eno tako grobo odane in pa bom rekla za tem takim improvizorčnim govornim tekstom, ocenite, za kakšno izgubo pravzaprav gre. Ko pa vi obiščete osebnega zdravnika, vam on izda napotnico za pregled pri specialistu URL, vi se pač naročite pri specialistu, za preiskavo sluha, kjer vam opravi vse preiskave, in potem vam izda naročilnico za izposojo slušnih aparatov. To je izjemno pomembno. Vi dobite naročilnico, da vi preverite, sploh v prvem prejemu slušnega aparata, vi dobite naročilnico, s katero vi preverite slušni aparat, a vam ustreza, ne vem, ta ali ta. Pomembno je to, isto, ko jaz vedno to primerjam z nakupom čevljev, vi ne kupite prvih čevljev, ki jih vidite, lahko so vam všeč, lahko se vam zdijo briljantni, ampak vam ne pašejo na nogo, pašejo pa sosedu. Tako da je treba biti ob tem zelo pozoren. Potem, ko imate vi to naročilnico, obiščete dobavitelja slušnih aparatov, poiščete jih na spletni strani oziroma vam dajo tudi seznam dobaviteljev, že ob prejemu naročilnice, potem vi dobite slušni aparat, potem izberete ustrezni slušni aparat, v bistvu in ste večkrat na tem brezplačnem testiranju. Po potrebi vam naredijo individualne olive, da vam res tisti slušni aparat, ki ste ga dobili, maksimalno dobro paše na vaše uho. Jaz ne morem imeti enakega slušnega aparata, kot ga ima Teja, naprimer, ali kot bi ga imel Roman in tako naprej. Vsak ima lahko svoj slušni aparat za svojo olivo. Potem sledijo nastavitve. Nastavitve so izjemnega pomena. Mi smo prej pogledali audiogram, in jaz sem vam pokazala moj audiogram in vedno so moj slušni aparat nastavili na moje frekvence, kjer sem imela boljši sluh, sem imela pač aparat naštiman na tisto jakost, kjer je bil sluh slabši, pa je bilo nastavljeno na drugo jakost. Tako da spet ne moramo si slušnega aparata zamenjati, tako da bi rekla, tukaj pri očalih naredimo, bom pa s tvojimi malo pogledal, to ne gre. Potem po teh nastavitvah prevzamemo slušni aparat in sledi učenje uporabe slušnega aparata. To je spet pomembno. In pomembno je, da mi razumemo, da slušni aparat je pripomoček, ki ga ljudje težko sprejmemo. In učiti se poslušati, je spet, bom rekla, lahko težko, ker včasih, veste, ko ljudje rečejo, jaz tega ne bom nosil, to je preveč hrupno. A je promet hrupen? Promet je hrupen, 90 decibelov, 100 decibelov, rešilni avto hrupen, ja, 150 decibelov po moje, v bistvu svet okoli nas je hrupen, če prižgete tuš, a je hrupen? Je, v bistvu potem, kaj lahko rečemo, otroci, ko greste mimo igrišča, v vrtcu so hrupni. A je pes glasen, ko laja? Lahko. A so to lahko zoprni zvoki? Ja, seveda. In potem si rečeš, zakaj bi pa jaz to poslušal, če mi gre na živce? Ampak ti tudi ne slišiš govora, ti ne poslušaš tega, in tudi komunikacija je otežena. Ti tudi ne slišiš soseda, ko ti nekaj govori, v sobi, ali pač na predavanju ne slišiš predavanja. Zato je nujno potrebno razumeti in ljudem povedati, da je okolje hrupno. In vsi, ki slišite, pač poveste ljudem, ja, meni gre tudi na živce promet, pod oknom. Moti vas, na primer. Ali pa, ne vem, če si predstavljate, jedilnica v domu upokojencev. Mene jedilnica spravijo pamet. Samo zaradi tega, ker vse žlice, vilce in vse to ropota. In za slušnimi aparati to definitivno ni fajn poslušati.
sploh pa, ko imaš izkušnjo, povedati, ali pa če vas sprašuje, boš zelenavno ali boš govejo župco in ti tega ne zastopiš. In potem pač rečeš ja. To se zelo pogosto dogaja. Skratka, ljudem je treba pojasniti, kaj pomeni imeti slušni aparat, jim pomagati pri učenju, jim razlagati, da gre za nove zvoke, ki se jih morajo oni spomniti, in pa trenirati tudi uporabo slušnega aparata v vseh okoljih. Potem moramo iti ponovno na nastavitve, seznaniti okolico z uporabo slušnih aparatov, z uporabo tehnologije, ponovno iti na nastavitve, če so potrebne, in pa predvsem vztrajati za uporabo slušnih aparatov. Ker smo proti koncu, bomo šli, zdaj bi vam omenila še vsadke. Vsadki so pač videti lahko takole, notranji del, jaz vedno to primerjam z klimonapravo, imamo notranji in zunanji del. Notranji del je, bom rekla, pod kožo z elektrodo, ki jo vstavijo do polža, in pa takole videti elektroda, in pa zunanji del, govorni procesor, ki dejansko pretvarja govor v električne impulze, ki se potem prenašajo v notranji del in vse do slušnega živca. Tako. Potem zelo pomembne so prilagoditve okolja, imamo različne prilagoditve, ki se jih bomo dotaknili kasneje tudi. Pomembno je, da poznate tale moder znak, kar pomeni, da je določen prostor opremljen z indukcijsko zanko. To indukcijsko zanko vam bo kasneje predstavil Roman. In pa, da bomo šlo na hitro še preleteli težave pri komunikaciji, ker je to izjemno pomembno. Težave so lahko v temi, naprimer, ko je večer, zatemnjen prostor, v različnih dvoranah. Pomembna je akustičnost prostora, kjer je veliko trdnih steklenih odbojnih površin, če gre za govor po mikrofonu, po telefonu, potem bom rekla, so težave, če je govor slabo artikuliran, če gre za hrup v okolju, če so samo določene črke, včasih lahko težavne, in izguba sluha ni opazna. Rekla bom, da slušnih aparatov pa vsadkov ne vidiš, veliko naglušnih ne nosi slušnih aparatov. Rekla sem, da pogosto se znamo sprenevedati, bežno bež, res, tako praviš. V bistvu, ko se ljudje odzovejo na takšne načine, je potrebno biti pozoren. Počutimo se odvečne v družbi, ne sledimo pogovoru, prevzemamo pogovor, ali pa, če opozorimo, potem začne sogovornik s pitjem in kričanjem. Kako naj poteka komunikacija z naglušno osebo, tako kot z vsemi drugimi, kaj si mi želimo v komunikaciji, mirno okolje, ustrezno svetlobo, grozno je, da vsi sosedje poslušajo, kaj se vi z nekom pogovarjate, da pristopimo na krajšo razdaljo, usmerimo se proti osebi, da imamo prosta usta, da damo ljudem možnost očitavanja, da naj bo govor jasen, normalno glasen, pa nikar se dreti, pa vpiti, pa pačiti, ker je to grozno videti, da če včasih pride do kakšne težave pri kakšni besedi, uporabimo sopomenke, ali pa tudi napišemo, če ne gre drugače, ali pa kakšno konkretno pokažemo, oziroma kakšen znak, saj veliko znakov poznamo. Če se telefonira, da se uporablja sporočila, bom rekla, da pri starejših ljudeh je to izjemen problem. Uporaba socialnih omrežij. Ja, lahko se tudi starejši ljudje naučijo uporabljati socialna omrežja, in lahko klepetajo za svojimi bližnjimi.
Zdaj bom rekla, da lahko se pa v institucijah srečate tudi z gluhimi osebami, a ne, ampak to spet ne gre za to, da so to osebe, ki znajo znakovni jezik. Osebe, ki znajo znakovni jezik, a ne, so tudi dobro informirane, da se lahko pogovarjajo s tolmačem in tako naprej, a ne. Tisti, ki pa izgubijo sluh, pa ne uporabljajo slušnih aparatov, a ne, pa potem, a ne, imajo zelo, zelo okrnjeno komunikacijo in spet uporabljate krajšo razdaljo, počasnejši govor, mimiko, napišete kaj, imamo ogromno dobro mislečih posameznikov, a ne, ki mislijo namesto nas in želijo za nas urejati določene stvari, mi pa pač tega ne maramo, a ne. Posledice, oteženo sodelovanje, umik iz okolja, a ne, osebe z izgubo sluha pogosto ne pojasnijo svoje situacije, nerazumevanje okolice in pogosto gre tudi za neupoštevanje zakonodaje in človekovih pravic, predvsem kar se tiče prilagajanja. Zdaj pa nikar pa ne rečete tega čisto nikoli. Ne slišiš, česar ne želiš slišati. Ni res, ne slišiš, ti bi rad slišal. Nočeš me razumeti, pa to, kar sem ponovil, ni res. Želiš razumeti. Če glasno govorim, me slišiš. Ni res, če začnete bolj vpiti, človek še ne pomeni, da človek sliši. Če 4-krat ponoviš isto, a ne, ni pomembno, ponavljaj isto. Vprašanje, si gluh ali kaj, to zaboli, a ne. Bom jaz to uredil, ti itak ne slišiš, grozljivo, a ne. Potem, da vas opozarjajo za nekim dreganjem, neprestano, 2-krat, 3-krat že, a ne, če te pa cel dan dregajo, pa to grozljivo, a ne. Bo že boljš, nikar ne rečete tega, a ne, človeku je hudo, a ne. Saj ni tako hudo, tudi ni res, hudo je, v tistem momentu ti je grozno, to teh besed ne uporabljati, ne. No, in pa bom jaz zaključila.